Kaj češ lepšega kot takole se preganjati po naši lepi deželici s kolesom. Ampak tukaj imam mir, skoraj nič prometa, lepe ceste in dobro preglednost. Vem, da ne mislim samo jaz tako, ker je v tem času že ogromno kolesarjev na cestah. Sem se pa zamislil, ko sem pogledal lansko letno statistiko, ki pravi, da je umrlo 8 kolesarjev, torej še enkrat več kot leto prej. In največ nesreč je bilo v starostni skupini od 45 do 54 let, kamor spadam tudi jaz. Primerna oprema, predvsem čelada, je postala tako standardna, da si jaz vožnje s kolesom sploh ne predstavljam več brez nje. Če pogledam statistiko, ta pravi, da čelada zmanjšuje tveganje za poškodbe glave kar za 40 do 70%. To ni hec, sem pa našel tudi podatek, da je polovica ponesrečencev lansko leto nosila čelade, polovica pa še vedno ne. Čeprav je obvezna od 18. leta naprej, res toplo priporočam, da jo vedno nosite vsi. Bodite pa pozorni, da ima tole oznako CE in da je potem skladna s standardom EN1078. Ta je. Zelo priporočljivo je tudi, da ste dobro vidni s kakšnimi svetlimi oblačili, pa z lučkami. Že vidim, da veliko kolesarjev dejansko takšna oblačila uporablja tudi podnevi, kar zelo podpiram, ker se je lani kar 87% vseh nesreč zgodilo ravno podnevi. Največ žrtev je bilo pa med starejšimi kolesarji. Jaz sem mogoče danes malo slab primer, ker imam res zanimivo in skoraj odsevno samo čelado, pa malo bolj atraktivno obarvane štumfe sem dal gor. Ravno iz tega razloga smo na Agenciji za varnost prometa razvili projekt za starejše e-kolesarje in kolesarje, ker se zavedamo različnih izzivov kolesarjev v prometu. Izzivov je še veliko, zame največja pa sta ustrezna infrastruktura in pa, bom rekel, prometna kultura. Zboljšanje obojega je nujno potrebno, ker se prometne kulture tiče tudi s strani kolesarjev. Točno to, niso vedno samo vozniki avtomobilov krivi za vse slabo, tudi kolesarji moramo upoštevati pravila in se zavedati, da na cesti nismo sami. Je pa včasih kolesarjenje zelo priljubljeno tudi zaradi najbolj enostavnega razloga. Zaradi praktičnosti. V Ljubljani je toliko gneče, da se s kolesom pride povsod prej. Z avtom, nažalost tudi z avtobusom, ne. Kolesarjenje pomeni telesno aktivnost, kar pomeni prispevek k dobremu zdravju, preprečevanje kroničnih nenalezljivih bolezni, kot so bolezni srca. To vsak ve, morda je malo manj znano, da tudi k preprečevanju raka in pa k boljšemu duševnemu zdravju prispeva. Hkrati pa s tem pomagamo ohranjati okolje, saj kolesarjenje ne povzroča nekih škodljivih izpustov, tudi kolesarske steze so na splošno precej ožje in zavzamejo manj asfalta kot pa kakšne avtoceste. Zdaj vem, zakaj bom še naprej navdušen kolesar. Pa mimogrede, na kolo ne sodijo mobilni telefon ali pa slušalke. No, tudi alkoholne, če smo že pri tem.